Tanja Lončar pa nam bo danes povedala, kako pravilno poskrbimo za shranjevanje zelenjave in sadja za zimo. Seveda so nepogrešljiv del pri tem tudi ekološke začimbe. Samooskrba je v tem letu zagotovo bila beseda leta. Ogromno ljudi je začelo vlagati, nabirati, pripravljati in upamo, da so shrambe že polne. Vendar, kako vlagati, da zares dobimo čim več vitaminov, rudnin, antioksidantov? Vsi želimo delati tako, da je res noter čim manj sladkorjev, čim manj soli, da je čim manj časa kuhano, pa da vseeno lepo obstane. Ravno temu bo posvečena nova knjiga Samooskrbna shramba, kako od naših pridelkov dobiti največ. Ampak že danes vam odkrijem nekaj skrivnosti, ki vam bodo še vedno prav prišle. No, v teh dneh je zadnji sadež na vrsti, s katerim še imamo opravka, kutna. Kutna je sadež, ki res ima zelo dolgo vegetacijsko dobo in ne vem, če veste, to je sadež z najvišjim izmerjenim valovanjem, to pomeni sadež z največ energije in ravno to potrebujemo. Včasih so jih imeli zato, da omare dišijo celo zimo, jaz vam pa priporočam, da jih čim prej spravite vase. Zakaj? Ker kutina je zelo, zelo bogata z antioksidanti, to vidite, ko jo zarežete in začne takoj črneti, in ogromno pektina ima. Pektin je pa najbolj nežni čistilec našega črevesja. Popuca iz telesa težke kovine in celo radioaktivne delce, bog ne daj, da jih bo treba, ampak dobro je, da vemo. Torej, kako bomo vložili kutine, da ohranimo te njihove moči? Kutine, kot rečeno, zelo hitro oksidirajo in zato že ko čistite, pazite, da so ves čas v vodi. Torej, razrežete, date že v okisano vodo, torej v vodo damo žličko citronke in tudi, ko jih drobno režemo in čistimo od tega trdega dela ob pečkah, tudi v vodo, paralelno pa pripravimo torej vodo z malo limoninega soka in pustimo, da skoraj zavre. Takrat dodamo žlico začimbne mešanice na 3 litre vode, najbolj pomemben je cimet, zraven pa še nekaj janeža, ingverja, klinčkov, koriandra in kardamoma. Ko je voda segreta skoraj do vretja, takrat damo kutine noter, pokrijemo in na ta način bomo res ohranili vso aromo, pa tudi zelo veliko antioksidativnega potenciala. Ko se zmehčajo, to je praviloma takrat, ko se voda bo ponovno segrela nekje na 85 stopinj, jih napolnimo v kozarce. Pazite, da so res kozarci zaliti do vrha, da vam sadeži ne splavajo na suho, ker lahko potemnijo in takrat boste imeli zelo varne shranke. S stanjem se bo izločil pektin, zaradi tega, ko boste ta kompot odprli, dejansko bo sirup. Ta sirup je tudi odlična pijača, zelo okusna, zato ker je noter že cimet in vse ostale dobrote in seveda, kdor želi, bo dodal tudi malo ruma. Začimbe in eterična olja niso v shrankih le za okus pa za okras, to so izjemno močni konzervansi, dejansko močnejši kot žveplo pa druge strupene zadeve, ki se ponavadi uporabljajo. Zaradi tega je zelo pomembno, da v naših shrankih dodamo noter že v pripravi dovolj začimbnic, ki jih bojo ohranjale. Začimbnice vedno dodajamo nekaj minut pred koncem, eterična olja pa tik predno zapiramo, drugače nam bojo ušla v zrak. Najbolj delikatno je pripravljati zelenjavo, zato ker zelenjava nima dovolj kisline in sama pasterizacija ni dovolj, ker se bodo s časoma aktivirale spore in se boste spraševali, kaj je šlo narobe. No, če zelenjavi uredimo pH, kar pomeni, dodamo vsaj majčken kisa, vsaj 10 %, in
Če noter takoj zaposlimo varnostnice, gledajte, že pogled vam pove, da noter imamo kar nekaj začimbnic, recimo poper, kumina, komarček, česen, lovor, izjemno dobro obvarujejo stročje fižole, paprikice, torej to ni samo, da tako živopisno izgleda, ampak ima svojo funkcijo, da se kvasovke in plesni držijo čim dlje stran od mojih kozarcev. Za razliko od sladkih shrankov, kjer začimnice dodajamo tik pred koncem, ravno zato, da se nam ne razdišijo, pri takih shrankih, ko imamo zelenjavo, je zaželeno, da peso ali fižol ali druge oblike že kuhamo v antibiotičnem čaju, ja temu rečem. To pomeni, da je lovor ali kumina ali to, kar dajemo kot varovalne začimbe, že v vodi, ko mi to prekuhavamo, potem pa v kozarec naložimo nove, poper, česen in to, kar želimo, in zalijemo. Na ta način uporabimo dvojno moč začimb, torej nevtralizirali smo marsikaj že v času, ko smo kuhali, potem, ko se spore bodo aktivirale, jih počaka nova osvežena runda začimb, ki smo jo dali v kozarec.